In ta slika v gatah je pravzaprav Matevž Pogačar. Ali poznaš te ritino? Meča pogled. Mečka pogled. Evo nas smo v letu 2013, ki je za razliko od 2012 bilo polno nekih sprememb, polno uresničevanja fantazij, velikih korakov in tako dalje. Danes smo tukaj Prime šole pa Anži the Superstar in nič ne, gremo kar se potopiti v spomine. Takrat je bil tako en tak trend, veš, ko so vsi začeli neki uforavati svetleče obleke, ne? In pa smo mi bili tako, mi tudi lahko tole naredimo. In smo naredili, ne? V tretje. Počas, začetki so bili, prvi nastop je bil dober. Kje je bil prvi nastop? Prvi nastop za Dobrova, lasten šov. Grand finale je bil na konc lečev. Vidimo, koliko smo točni časovno. Ja, to je zelo dobro resneva. Ja, pa dodelana koreografija. Dej pa je pol. Zakaj je en del 360 vmes? Jeska, Ampak kud 360. Ja, Lando sem. Čaka, se ni tle nekdo na glavo razbal? Povej, kva je bilo, da si se ti tle razbal? Ja, Ja, kva, nič ni Je bila videl. tema. prenisko je bilo, pa je dom stopil na stol, ne, pa mi je držal piramido, da mi šel čez navaden kuc, ne. In skočil sem v Fedra, ker nismo imeli trampolinov osvetljenih, ampak je bil samo un trak čez svetleč, ne. Sem skočil v Fedra in sem šel sem gor in pol sem se pa zgubil. Pa še fora je bila, da sem bil ziher, da na blazino padam, da sem šel toliko naprej, pa nisem, sem pač vmes v luknjo. Stari, kako smo ga mi švicali v teh... Ja, bilo je kar gadno. Ja, smo tle imeli poj na All Starju en nastop. Ja, to je bilo pa konc leta pol, ko smo prvič tako prodali ta šov. Se spomnim, sem v avtu programiral še program do konca, na poti tukaj. Takole izgledal naš prvi kontroler. RGB, ali to BGR, ne vem, ko točno je bilo, in on-off. In če je to bilo off, Mi delal nič, se pri tem. tema. Glavno, začeli smo s komandami, ki smo jih imeli na kontrolerjih. To je bil prvi korak. No, ampak obleke so bile v bistvu ta zabaven del, ne? Obleke, ja. To je ena od oblek. Še hranimo, ker so to lep spomin. Te obleke smo prvič uporabljali na Dunking Devils spektaklu na osnovni šoli za Dobrova, kjer smo prvič čisto samostojno naredili 90-minuten šov. No in ta šov je bil dejansko ena od osnov za Dunking Devils Live. Pa tak siht. Jaz pa šole hkrati kucama. Nismo imeli to full guž, da smo cila lunga pod košem. Ja, svetla sem Še zmeri je tako, Znači, ta spektakl je bil v Vrhunc bistvu... naših življenj. Pa smo nehali. Ne, pač to je bilo tako, da smo se pokazali v bistvu produkcijsko našim družinam in prijateljem. Ja, Kje pa to je pa Eurobasket. Nastopali smo v ful enih fanconah v Celju, v Ljubljani na dveh koncih, pa v Kopru smo imeli neke Koper ste tuš tudi planete. Celo isto tuš. Ja, pa smo na tekmah nastopali, pa smo pa še hkrati z vsem tem delali promocijo za našo novo odprto akademijo za bijanje. Ja, tako da smo hodili po osnovnih šolah in še tam delali ful enih nastopov. Po mojem, da smo takrat 15 osnovnih šol obdelali. Kako je pa izgledal, kaj je tvoj dan? Moj dan. Veš, da se ne spomnim dobro, ampak vem, da smo bili brez materin na koncu, kot če bili, ne vem kje. Jaz se spomnim. Zjutraj si stal ob 9, 10 in pa si čez dan imel 3 nastope. Zvečer si mogel pospraviti koš in naslednji dan jovo na novo postaviti in 3 nastope, pospraviti koš in jovo na novo. Ja, ampak to je bil ta dober dan. A veš, te nastopi na osnovnih šolah smo imeli dejansko kontest do kucne najnižji rider solo na začetku. Smo vsi pod košem. No, tako kot smo rekli, imeli smo dve fanconi, mislim, te glavne dve fanconi, ena pred Stožcami, ena je bila pa na kongresu in ta na kongresu je itak bila jača, ne? In zdaj si bomo pogledali video. To je bil po mojem bolj dodelanih nastopov takrat. In to smo dejansko mogli vse tipi topi. Vse je bilo v nulo. To so bili šovni bobnari na sodih, ne? Ja. Vem, da so me tankali na zaprlet. Ja. Kanal. So te natankali.
tako se mi zdi, da kolektivno z naše strani je bil to do takrat definitivno največji projekt. Ja, In sigurno. tudi dolg potem še nismo imeli kaj tazga, da bi tak velik delež skupnosti. Cela ekipa, ne. Išču. Veleslavni 360. Kli še Urči nastopil. Ja. Zlati On je časi. nadomeščal nekoga, ki se je gležen zbil. Ja, tle smo mogli veterane aktivirati, ker nas ni bilo dosti. Ne? Tudi nastopil. Glavca, bravo, Koran. Ja, To hudo. so bili kar hudi nastopi. Pahor je kucel. Se res. Uh, Je kuč, ne, balon. Ja, ja, je Pahor kucal. ga kuca. Ja, se je kar neki treningov naredil. On je hotel ful nastopati na avtoritvi, ne? Eno akcijo ali nekaj. Ja, da bi naredil, ja. tako, da bi To je bil bila kar zraven. dobra fora, ne. En od večjih korakov, ki smo jih naredili na naši poti navzgor, je bilo to, da smo se združili z Artifexi in najeli eno dvorano in smo si delili ta prostor in naredili pač akademijo. Takrat smo ustvarjali akademijo zabijanja. Ja, a nam povedali, zakaj smo zbrali to dvorano? Dajmo povedati. Ker nema eno pozicijo za knockout. Je bil sodoben akrobatsko-plesni center Vibe. To moramo dati kar respekt Artifexom. Ne? Oni so večinoma zrihtali, špegle so dali noter, parket so dali noter, pofarbali so oni. Mi smo pa medtem pač promovirali vse, pa delali pač vas ta Eurobasket. Ne? Lepi spomini. Ja, le, eni milestone so bili. Ne? Ja. Nekaj smo zdeli nemogoči, ampak ko smo jih tlele dosegali v 2013, zdaj pa sam še jače. Ja, le, najprej se nam je zdelo nemogoče skakati v temi, pa smo to pač naredili. Zdaj se nam je nemogoče, da bi napolnili dvorano z eno lastno predstavo, pa smo naredili. Zdaj se nam je nemogoče, da bi furali v zabavni program Eurobasketa, pa smo naredili. Pa zdaj se nam je nemogoče imeti 3 ekipe skozi na poti, a pa 2 ekipe skozi aktivne. Cel Eurobasket, pa podelati 72 čavov v 30 dneh, pa smo. Pa odprli smo akademijo zabijanja, kar je pa v bistvu baza za to, da imamo naslednje generacije, ki nadomeščajo, ko stare odpadejo. Ne. Ja, pa ja, je bil 2013. Kot prej ne zgine, ne. A že zgine. Da, pravi.